Bil je tudi kot evropski poslanec član opazovalnih delegacij na raznih volitvah, ki so bile recimo v Afriki, Aziji, pa tudi v vzhodnji Evropi. In pri tem je bil tudi opazovalec, ko so bile volitve v Ukrajini leta 2010. Ob svojem političnem delu je tudi aktiven borec proti raku, ki ga je tudi sam izkusil, in bil je tudi pa predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Ste še? Ne. In ob tem ima tudi številna mednarodna priznanja in odlikovanja. Z nami je tudi dr. Žiga Turk, redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in prodekan za področje kakovosti in razvoja ter vodja programske skupine e-gradbeništvo. Je univerzitetni diplomirani inženir v gradbeništvu in magister računalništva in informatike. Tukaj, kar se tiče tega gradbenega dela, je kar precejšen seznam svojih zadolžitev, pa tudi to, kar je naredil. Zdaj, jaz ne bi vsega tega bral, ker če ne bojo naši poslušalci nekoliko zaspali. Mislim pa, da je zanimivo, kar ste dosegli kot računalnikar in da ste soustanovitelj leta 1984 revije Moj mikro ter pionir slovenskega svetovnega spleta v Sloveniji leta 1993. Tukaj sem zaznal, da je vaša najbolj taka praktičen izdelek in odmeven izdelek Virtual Shareware Library. Kar točno, jaz ne vem to zdaj točno, kar je mogoče tih par besed zapovedati, kaj bi bilo to. To je že dolgo nazaj, ampak to je bil v bistvu en tak Google za iskanje zastonj programov oziroma programov, ki so brezplačni rabi, ampak to je bilo v 90-ih letih narejeno, to večina sploh še ni bila na internetu. Je pa tudi zelo aktiven na socialnih omrežjih in predvsem na omrežju Twitter. Kot politik je bil minister za razvoj v Janševi vladi v letih 2007, v obdobju 2007-2008, nato generalni sekretar skupine za razmislek o prihodnosti Evropske unije, ki jo je takrat vodil Felipe González, nakar v obdobju druge Janševe vlade 2012-2014 je bil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Tako na kratko o njih in tako zdaj bi pa prišel konkretno na temo nocojšnjega večera, ki zadeva vprašanje kriz. V teh letih smo jih kar nekaj dali skozi. Pustile so razne posledice in mislim, da je dobro, da se tudi tako seznanimo z vama dvema, ki sta recimo tako z političnega vidika, kot tudi strokovnega poglobljeno spremljala ta dogajanja, ki so bila. Mogoče kot začetno vprašanje bi vaju vprašal, recimo, dosti krat, ko se zgodi kriza, slišimo, da je to nek izziv, da iz tega bo išlo nekaj boljše, da je to kot ena priložnost. Je to res tako, da so krize priložnost za neko izboljšanje ali je to neka parola, ki pride vržena za to, da nekako ljudi pomiri? Jaz si bom. Torej, dober večer, hvala lepa za povabilo, ampak dovolite, da biografijo malce dopolnim in povežem z vašim uvodnim vprašanjem. Jaz, če se ne bi boljše poročil, kot se moja žena, bi končal v grozni krizi. Sem pa vesel, da je danes žena Branka z nami, ker ni bila še nikoli z menoj v tem domu in sem vesel, da smo prišla skupaj v Gorico in sem vesel, da govorimo ravno da smo začeli ravno s krizo. To, kar se je dogajalo pred 30 leti, potrjuje
bi rekel, odgovor, ki ga najdemo že v samem vašem vprašanju. Torej, če krizo prav razumeš, jo izkoristiš. Če jo razumeš, je to priložnost. Če pa te priložnosti ne razumeš, pa lahko iz vsega skrb tudi nič ni. Vendar tukaj mene že vleče v neke distinkcije, ker me marsikdo sprašuje, ja pa kaj ste pa dosegli takrat v tistih 2 letih ali pa v 30 letih. In jaz bi tukaj rad upeljal eno razlikovanje med dvema besedama. Ena je sprememba, druga je pa preobrazba. Za osamosvojitev je bilo veliko ljudi, tudi med komunisti, ker so videli, da se je zgodba izpela. Za preobrazbo jih je bilo pa veliko, veliko manj. Preobrazba je organski pojem, bi s temu rekel, rastemo skupaj, razvija pa se lahko kdaj-kdo tudi na račun drugega, kot vemo tudi iz naših okolij. Skratka, jaz bi rekel, da kriza je permanentna zadeva, vedno je kaj v krizi, v Evropi, o čemer bomo še govorili, je veliko stvari v krizi, kar pomeni, da se vedno poraja tudi potreba, da bi na te krize odgovorili s primernimi odgovori in to, kar se dogaja zdaj v Evropi, seveda kliče po močnem odgovoru. Dr. Turk. Ja, tudi moje strani hvala lepa za povabilo. Zelo me veseli, da sem tukaj, zelo me tudi veseli, da sem v tako ugledni družbi. Zdaj, kar se krize tiče, ja, je to v nekem smislu fraza, s katero poskušaš ljudi nekoliko prebuditi. V evropskem kontekstu je pa to frazo, da je kriza priložnost, treba tudi razumeti v smislu razvoja Evropske unije, ne glede na to, ali mislimo, da je ta ideja o vedno tesnejši uniji dobra ali slaba, je metoda razvoja Evropske unije imenovana pravzaprav Monetova metoda. Pravzaprav v tem, da ko se pojavi neka kriza, vedno potrebuješ več države oziroma pričakuješ, da bo država, neka oblast, nek center nekaj uredil. To je običajno. Sej, če je vojna ali pa poplava ali pa požari, pričakuješ, da bo odreagirala vojska, policija, gasilci in tako naprej. Ampak ta Monetova metoda pomeni, da imaš neko krizo, v tej krizi je potrebna večja intervencija Bruslja, se pričakuje, da bo Bruselj več naredil, ampak Bruselj to zadevo izkoristi zato, da si tudi za nekrizne čase poskuša priskrbeti več pooblastil. Zato se mi zdi, da ima ta fraza, da je kriza priložnost, v Bruslju en dostavek, kriza je priložnost za več Evrope ali pa za tesnejšo Evropsko unijo ali pa za večjo moč Bruslja vis-a-vis članic. Kar imamo pa različna mnenja, ali je to dobro ali je slabo, oziroma koliko in na katerem področju je to dobro, na katerem področju je slabo. Sicer pa čisto nasplošno v življenju velja, da, kako bi rekel, se razvijamo, postajamo boljši, napredujemo samo v okoliščinah, ki od nas nekaj zahtevajo, ko so pred nami neki izzivi, tako da splošnem odgovor, ja, je priložnost. Je priložnost kriza za mnoge stvari, je pravzaprav so krize, so izzivi, so težave, tisto zaradi česar se je življenje razvijalo naprej, za česar so se kulture, civilizacije, države razvijale naprej. Hvala. Recimo, zdaj, kot sta povedala vi, kriz, nekako stalno živimo v neki krizi. Zdaj, ena taka, da ne bi šli zdaj preveč nazaj v zgodovino, ena taka večja kriza, svetovna, je bila ta kriza bank, ki se je začela s propadom te ameriške banke Lehman Brothers in je potem prizadela tudi Evropo. Po njej so se je bilo cela vrsta drugih kriz, bi vas vprašal po vajenem mnenju od takrat do danes, katera kriza je bila najbolj huda? Po mojem mnenju je vendarle kriza, ki je povezana z Ukrajino, hujša od ostalih, ker je to kriza o
na nek način bistvena. Takrat, ko je propadel Lehman Brothers, nas ni skrbelo, ali bomo po zimi na toplem ali ne bomo, ali bomo imeli toplo vodo za tuširanje ali ne, in kakšne bodo cene hrane in podobno. Ni bilo vojne, ni bilo umiranja, ni bilo bombardiranja na evropskih tleh. Bila je pač kriza, ki je pokazala na neke probleme in v finančnem in v političnem sistemu, ampak ni bila pa to kriza, ki bi bila eksistencialna, ki bi bila primarna, ki bi se dotikala v bistvu nekih fundamentalnosti neke skupnosti. To je fundamentalno, ali ti imaš energijo, ali jo pa nimaš, na tem stvar stoji in pade. Ali imate vi kurjavo, ali jo pa nimate. To je stvar, ki je stara, ne vem, odkar se je človeštvo preselilo iz Afrike, kjer moraš zakuriti. Podobno velja za hrano. Ta kriza življenja ogroža, tako da v mojem pogledu ni nobenega dvoma, kaj je hujše. In terja tudi, kako rekel, ta kriza je bila neka streznitev za Evropsko unijo, ki se je prej ukvarjala v veliki meri z nekimi, bi človek skoraj lahko rekel, hobi problemi. Skratka, nekomu se je zdelo, da je nekje neka težava, ki bi bilo fino rešiti, težavica, in potem se je to kotalilo po vseh mogočih modrovanih konferencah. Digitalna suverenost Evropske unije je bila taka tema, ki se je, vsi so bili zaskrbljeni v zvezi s tem, kako smo mi odvisni od Googla, pa od Facebooka, pa od ameriškega interneta. Desetinko tolike energije niso vsi ti modrovalci, nismo, moram biti samo kritični, vsi ti modrovalci porabili, da bi se ukvarjali s tem, kako smo pa mi odvisni od ruske energije. Tako da streznitev je prišla in ogromno tega leporečja, ki se ga je poslušalo v tem času te mirovne dividende po padcu Berlinskega zidu, ko smo mislili, sej vojne pa nikoli ne bo več, sej to so stvari iz preteklosti. Ena ogromna streznitev je to prinesla. Res smo šli skozi vrsto kriz, začelo se je s finančno, potem je sledila Grška, ki je pokazala tudi, kako težko se vrhovi Evrope odločajo. Mislim, da je bilo treba njih 6 svetov, predno so se zmenili za temeljni program reševanja. Klimatske spremembe nas tepajo že nekaj časa, potem je prišla migrantska kriza in strinjam se z doktorjem Turkom, da ta vojna kaže pa na največjo krizo. In spominjam se, ko je bila finančna kriza, ki je razkrila ne samo ameriške finance, ampak tudi evropske, da se je marsikdo takrat bal, da bo zmrznil evro. Pa ni, kar je, rekel, velika in pomembna stvar. Marsikdo ni verjel, da se lahko Grčija pobere, pa se je vendar pobrala. Spomnimo se tistih debat o trojki evropski in tako naprej. Bi pa rad jaz to pozoril ob tem še na nekaj, čemer bi se rekel civilizacijska oziroma kulturna kriza, ki posebej zadeva, bi rekel, nekatere vrednote. Ne bi zdaj govoril o demografski zimi, to znamo vsi na to temo kaj povedati, ampak jaz mislim, da se soočamo z zelo resno civilizacijsko krizo, v kateri imamo tudi znotraj Evrope zelo različne poglede na to, kaj je ključno, kaj je pomembno oziroma kaj je bistveno. In tukaj se ločujemo že v odnosu do življenja, pa tudi v odnosu do osebe. Ne bi šel v detajle, bo še kasneje o tem. In jaz rad govorim o vrednotah, zato ker sem prepričan, da lahko skupne cilje dosegamo samo, če temelji naše sodelovanje na istih vrednotah in načelih. Če mi o dostojanstvu, spoštovanja človekovega dostojanstva ne razumemo na enak način,
ali če si mislimo različno, kaj je svoboda, kaj je subsidiarnost, ne, vprašanje, kaj gre državam, kaj gre više ravni in tako naprej, potem težko napredujemo. In v tem smislu sem jaz včeraj zelo pozoren na govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je imela precej drugačen govor, kot ga je imela eno leto prej. Eno leto prej je še kazala s prstom na to, ali ono državo, ali tega, ali onega voditelja. To pot je več ali manj kazala v smeri skupnih ciljev in tudi povedala, da se teža dela prenaša na države članice, seveda bodo skupni projekti in tako naprej. Torej, to pot je bilo relativno malo moraliziranja, veliko pa pozivanja k skupnemu delu, kar se mi zdi prav. In mogoče bomo kasneje še na to temo prišli, pa bi že zdaj rad rekel, ker sem se s tem vprašanjem malo bolj ukvarjal zadnja leta, v Evropi je prišlo do vrednotne razlike med zahodno in srednjo Evropo. Države, ki so doživele desetletja komunizem, imajo drugačno izkušnjo in drugačne občutljivosti glede nekaterih pojmov ali dejstev, kot jih ima zahodna Evropa. Zato tudi o istih zadevah mislimo drugače. Ampak o tem še kasneje. Omenil ste že prebežnike in pa tudi finančno krizo, ki je udarila Evropo. Recimo, da ta vprašanje prebežnikov, pa tudi finančna kriza, recimo, ki je najbolj akutno prizadela Grčijo, ampak tudi druge države, sta bili ti dve krizi mogoče najhujši v notranjosti Evropske zveze. Ali mene, oziroma, da so se države članice najbolj razhajali in težko našle eno skupno pot, oziroma skupne rešitve. Jaz se spominjam zelo polariziranih razprav v Evropskem parlamentu, pa tudi v Evropskem svetu, na temo migracij. In zadeve so šle v ideološko smer. Glavni ideološki tok, vemo, kako je zadeve postavljal, zelo odprto. In se spomnim, kako so mladili po Orbanu, ki je rekel, jaz hočem, da vem za vsakega, kdo je, ki pride v našo državo in želim, da se to dela kontrolirano. Torej, on je ostro nastopil proti temu, da bi se kar hodilo čez tako zvano zeleno mejo in da ne bi identificirali ljudi. Mogoče se spomnite, kako je bilo pred par leti, ko smo mi približno 500 milijona ljudi doživeli, ki so šli sicer naprej proti zahodu, ampak mnogi med njimi se niso identificirali. In na nekem avtobusu, ko so sprašvali ljudi, kako se pišejo, jih je 3/4 reklo, da so Janezi, ker so slišali, da imamo pri nas Janeze. Torej, mi jih nismo mogli identificirati in to ni tako enostavna zadeva. Danes jaz mislim, da je večina evropskih voditeljev bolj na strani Orbana, ki zahteva urejene migracije, kar ne pomeni, da se s tem ne upošteva človekovih pravic. In jaz mislim, da je Evropa rabila kar nekaj časa, da je priznala, da so te migracije danes zelo drugačne od drugih po drugi svetovni vojni ali od političnih migrantov povezanih s Saharovim in tako naprej. Torej, vemo, da je tukaj veliko več kriminala, organiziranega kriminala, zavajanja ljudi, vseh mogočih, rekel, škandalov in tako naprej. In države, danes večina držav pač je na tem stališču, da ima pravico odločati, koga sprejme oziroma koliko jih sprejme. In mislim, da smo prišli v bolj realistično situacijo, seveda ob zavesti, če govorite z enim nemškim politikom, bo rekel, mi rabimo 10 milijonov delavcev. Vzeli so jih pa, mislim, da manj kot 2 milijona, recimo, je rekla
gospa Merkleva, wir schaffen es, mi bomo to uredili, ampak je plačala tudi politično ceno za to pozicijo. Torej, jaz mislim, da šele prihajamo v malo manj ideološke vode in da se tudi vprašanje identitete izostruje v tej luči. Torej, smo prišli precej daleč od tega, kdor pride, ga sprejmemo in tako naprej. Danes se to jemlje vseeno bolj z občutkom in z drugačno mero. In mislim, da je tudi manj razdeljenosti v Evropi na to temo. Je pa treba reči, kdo je spremljal Lampeduso ali Balkansko pot ali karkoli. Ljudem se dogajajo neznosne, nečloveške stvari, ki so težke in jih moramo znati humano urejati, ampak zavedati se moramo pa celote tega problema in tudi virov. In še to bi rekel, sem predvsem v Afriki delal. Glejte, mi lahko Afriki damo milijarde pomoči, bi rekel, ampak ne bo zato nič manj migrantov, ker ljudje bodo še naprej iskali boljše prilike in Evropa velja za tako priliko, in kdor hoče v Evropo, mora enkrat, dvakrat ali pa trikrat nekomu plačati, da bo enkrat prišel čez Saharo ali čez morje ali čez Balkan do kakšne evropske države. To je danes posel, to niso samo ljudje v stiski. Zdaj, ti dve krizi, finančna pa ukrajinska in migrantska, sta Evropo razdelili drugače. Finančna kriza je Evropo razdelila nekako na osi sever-jug. Na eni strani so bile bolj šparovne severne države z urejenimi financami, na drugi strani so bile bolj zapravljive mediteranske države z Grčijo na čelu, pa tudi Italija ni bila daleč. Ta kriza je pravzaprav pokazala, da neke stvari finančni trgi v zvezi z evrom niso razumeli, zdaj razumejo boljše, pa se bodo stvari morda nekoliko drugače obračale. Migrantska kriza in pravzaprav tudi ukrajinska kriza so Evropo razdelile pa po osi sever-jug. Oziroma vzhod-zahod, osi še je sever-jug, ampak na vzhodno in na zahodno Evropo. Vzhod je dosti boljše se zavedal, kaj se pravzaprav dogaja, kakšno nevarnost predstavlja Rusija. Imel je pravzaprav osebno izkušnjo s tem, z rusko okupacijo oziroma z rusko kolonizacijo. Zahod je bil nekoliko bolj popustljiv in pri migrantski krizi podobno. Zahod je nekako sprejel, je bil navajen sprejemati prebivalce svojih nekdanjih kolonij, je čutil neko mogoče moralno odgovornost, da jih sprejema. Vzhod pa te krivde ni imel in ni razumel, zakaj bi moral sprejemati ekonomske migrante iz vseh mogočih držav. In eno in drugo je za Evropsko unijo poučno in kaže na to, da so neke omejitve v smislu tega, koliko unija je lahko ta unija. Res je, da je bilo nekaj manj iskanja sovražnikov znotraj unije pri govoru od von der Leyenove. Jaz sem bil prijetno presenečen, ko je rekla, da mi moramo iskati najbolj moderne rešitve, ki temeljijo na naših najstarejših vrednotah. To je, bom rekel, močan stavek, ki tudi postavi v pravo luč besedo vrednote. Evropska unija je besedo vrednote uporabljala zato, da je pravzaprav neke politične principe, neka politična izhodišča promovirala oziroma kaznovala nekoga za morda napačne politike. Če pa govorimo o najstarejših vrednotah, pa to verjetno ni nekaj takega kot pravna država, ki je le koncept, ki je razmeroma svež. Tako da, tako kot v vsakem takem govoru, mislim, da je bilo za vsakega nekaj
se oproščam, ker sem mečkano neskoncentriran, ker dobivam iz Ljubljane sporočila po telefonu, da nam po strehi nekaj zamaha noter. Bom moral čim prej nazaj. Recimo, bi se zdaj dotaknili še tudi Brexita, to se pravi izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, kar je bilo sicer recimo v Evropski ustavi zapisano, ampak nobeden si ni pričakoval, da bo lahko neka članica, in tudi tako pomembna članica, kot je Velika Britanija, prišla do tega, da bo iz Evropske unije izstopila. Zakaj je prišlo do tega? Zakaj mislite, kako ste vi doživljali razloge, zaradi katerih so Angleži izbrali to pot, pa tudi kaj ni Evropa naredila, oziroma Evropska zveza naredila, da bi Angleže prepričala, da bi ostali kljub vsemu v Evropski zvezi? Brexit sem spremljal ves čas in Brexit je rezultat oziroma posledica večjih zadev. Ena so napačne politične predpostavke Camerona, nekdanjega voditelja britanskih konzervativcev, ki je mislil, da bo s tem referendumom utrdil svoj položaj in da bo referendum pozitiven za članstvo v Evropski zvezi. On je podcenjeval to, čemur se danes reče v angleščini fake news, propagando, laži, zavajanja, v katerih je Rusija precej sodelovala, pa še kakšna druga večja država, ki močna Evropska zveza ne ustreza. In zlasti starejše generacije so poprijele, so to nekako sprejele. Večina mladih ni šla na referendum, čeprav je poizvedovanje pokazalo, da so bili večinoma za Evropsko zvezo. Videli smo, kako je bilo na Škotskem in bomo tudi videli, kaj tam še bo. Wales in Severna Irska, skratka. Brexit je, jaz bi rekel, ena nesrečna zgodba, ki temelji tudi na številnih obljubah, koliko milijard bo stalo doma, kako Bruselj ne bo več gospodoval nad Londonom, ampak noben ni ljudem povedal, da je Bruselj tudi London. Bruselj je tudi Ljubljana, Bruselj je Varšava. Bruselj ni samo Bruselj. V Bruslju odločajo v Evropskem svetu predsedniki držav oziroma vlad, odločajo ministri, odloča Evropski parlament, rekel ni. Vse odločitve, ki so vplivale na Veliko Britanijo, so bile sprejete tako ali drugače z udeležbo Velike Britanije. Torej, to je čisto napačna predstava, da je tam neki birokratski Bruselj, ki hoče omejevati pravice, možnosti Veliki Britaniji. In smo videli, kaj je bilo potem s funtom, inflacijo in tako naprej. Tako da, meni je žal, da je do tega prišlo. Vidite, da je s tem povezanih kar nekaj problemov in proces, bi rekel, še ni zaključen. Jaz sem letos polet dobil vabilo, naj pridem v Wales razložiti, kako se je Slovenija osamosvojila. Wales ni bil znan ravno kot po svojih osamosvojitvenih težnjah, ampak v Veliki Britaniji je kar nekaj pokrajin, ki bi želeli ostati v Evropski zvezi. Tako da, jaz bi tako končal, dejansko zavajanje in dezinformacije ali pa zavajajoče obljube so naredile tisti rezultat čez 50%. Ja, meni je najprej žal, da so Angleži šli, zato ker so bili ena trezna, stara demokracija, liberalna,
ki je majčkeno zabirala preveč smele, korajžne ideje, ki so jih imeli Francozi, pa ki bi jih Nemci potem za svojo silo in natančnostjo in pedantnostjo izpeljali. Zdaj, ja, če bi bili ljudje drugače informirani, bi se verjetno drugače odločali, ampak mislim, da krivda ni samo enostranska. Samo enega poznanca, kolega iz Francije, ki postaja en tak vplivan francoski intelektualec oziroma oblikovalec, svetovalec predsednikov, Julien Closa, mislim, da je bilo tudi v delu z njim intervju enkrat. In on mi enkrat, pred kratkim, ves navdušen razlagal, v bistvu, kako je fajn zdaj, ko so Angleži šli. Zdaj pa lahko to nikoli ne bi šlo skozi Evropski svet, nikoli ne bi mogli te rešitve Evropske unije sprejeti, če Angleži ne bi šli. Tako da neka želja, da se rešijo tega angleškega kompliciranja in tega angleškega zaviranja, utesnjevanja oziroma če dalje tesnejšega povezovanja unije, ta želja je obstajala tudi na tej strani Rokavskega priliva in je tudi verjetno vplivala na kakšnega angleškega volivca. Tako da upam, da bomo našli čim boljše možnosti za to, da z Angleži še naprej sodelujemo, da bo nastal tukaj v okolici oziroma okrog Evropske unije nek drugi krog držav oziroma partnerjev, s katerimi bomo povezani. Je pa to za Evropsko unijo neuspeh, da ena taka država mora iti, da volivci ene take države rečejo, da nočejo biti več zraven. In sem prepričan, če bi bili referendumi še v kakšni drugi državi, niso tako sigurni izidi. Kaj bi ljudje rekli, ker ljudje so nepredvidljivi. Kako ljudje glasujejo, je... Da vidimo, kakšne volilne rezultate imamo. Nekaj bi rad tukaj dodal, da drži, kar je rekel dr. Turk. Je pa zanimivo, da takrat se je o Brexitu govorilo tudi o Frexitu, pa še o kakšnem Exitu. Po Brexitu se o tem ne govori več. Teh skušnjav, zaenkrat podobnih skušnjav znotraj Evropske zveze ni. In že ki smo pri Angliji, recimo, ni ravno kriza, ampak Evropska unija in odnos z Združenimi državami Amerike. To je zmeraj taka tema, ki je tako črno-bela, zmeraj, kakšenkrat se reče pozitivno, drugič se reče negativno, kakšenkrat je dobro to zavesti, drugič se pravi, da smo kot Evropejci smo preveč pod Združenimi državami Amerike. In v tem odnosu Velika Britanija oziroma Anglija ima zmeraj tak odnos, ki se ne ve točno, kje so. Kako bi komentirali vi ta položaj Angležev, ki so Evropejci, ampak kakšenkrat gledajo bolj pro-Američani? Mislim, da se je tudi v ukrajinski krizi pokazalo, da je pravzaprav zelo škodljivo poskušati ta zahodni svet razdeliti na dva pola in po možnosti jih ščuvati k nekim medsebojnim napetostim. Torej, Evropa na eni strani in Združene države Amerike na drugi in potem se včasih v Evropi pojavijo politiki, ki pravijo, da se mi bomo pa posrednik ali pa mi bomo pa neka umestna zadeva, ki bo med Ameriko in Kitajsko, bomo imeli simetričen odnos, ali pa bomo za neko ravnotežje poskušali skrbeti, ali pa med Združenimi državami in Rusijo, mi smo pa nekaj tretjega. Mislim, da se je treba zavedati, da je ta, bom rekel, evropska kultura, v katero sodim, oziroma kamor spada tudi Združene države Amerike, Kanada, Avstralija, še kakšna druga država, da bi mi morali, bom rekel, držati skupaj. In uporabljati morda Veliko Britanijo kot most za to. Ne pa jo obtoževati, da sedi na dveh stolih, to je samo en stol. Jaz mislim, da zdaj Velika Britanija čisto dobro igra, v tej zahodni koordinaciji
ki je presenetljivo enotna. Seveda bi si želeli, tako kot je rekel včeraj Landsbergis v Litvi, da bi pač prej pomagali, pa bi manj življenj šlo v Ukrajini. Ne bi rekel, da Zahodu uspeva vse, ampak tukaj moram reči, da je ta enotnost, ta dinamika tudi mene presenetila, posebej z ozirom na to, kar gledamo tudi v Ameriki. Torej, tle se je nek skupen nastop zgodil in Velika Britanija igra močno vlogo. Hvala. Sem opazil, vsaj tako občutek imam, da potem obstajajo krize, ki Evropsko unijo poenotijo. Mislim na klimo, tukaj zdaj združujem par vprašanj skupaj. Recimo, tukaj mislim na klimo, na to, kar se je dogajalo med epidemijo koronavirusa in pa tudi to, kar ste tudi zdaj vi, gospod Tle, omenil, vojna v Ukrajini oziroma napad Rusije na Ukrajino. Te krize, ki so sicer tako precej tudi prizadele evropske države, evropske prebivalce, da so nekako Evropsko unijo pa poenotile in je dobila Evropska unija način, kako skupno nastopati za reševanje teh kriz. Jaz tad rečem, da razširjena Evropska zveza in razširila se je večkrat uspešno, še ne pomeni resnično združene Evrope. Ta projekt je še vedno v delu, zgodile se bodo tudi širitve še, ampak na združeni Evropi je treba še delati. Se pa zdaj pojavil en element, ki je bil desetletja pravzaprav odsoten, ker Evropska zveza je šla naprej, je gospodarsko rasla, se je širila in tako naprej. Zdaj smo pa pred dejstvom, ki mu jaz rečem žrtvovanje. Zdaj pa situacija taka, da bo treba tudi kaj žrtvovati, pa ne mislim samo na to, kako utegne izgledati letošnja ali naslednja zima. In v tej situaciji mislim, da je zelo napredovalo spoznanje, da nihče sam zase ne more potegniti najboljše rešitve, ampak da moramo delati skupaj. In meni daje upanje ta novi smisel za skupno. Bi pa še enkrat rekel, problem je, da je na kupu toliko teh problemov in da nam po liniji klimatskih sprememb se najavlja še večja nepredvidljivost. Poglejte, kaj je bilo letos z požari, tudi pri nas. Prvič v taki izmeri, s poplavami, vetrovi in tako naprej. In tudi, jaz se spomnim, ko sem bil 3 dni v Barceloni, takrat, ko je vulkan izbruhnil, nisem sonca videl. Vete, če tudi vulkanska dejavnost napreduje v zadnjem času. In če bo preveč pepela v zraku, bodo solarne elektrarne delale malo manj ali pa nič. Skratka, veliko stvari je pred nami, ki jih moramo gledati kot celoto in skušati pač čim bolj predvidevati, kaj se nam lahko zgodi in narediti nekaj tudi na zalogo. In na temo energije se zdaj dela tudi že na zalogo, pa tudi na večji solidarnosti. Poenotenje je fajn, oziroma vsi smo radi enotni, oziroma se boljše počutimo. Pozitiven prizvok ima ta beseda. Ja, nekaj časa je pri vseh teh krizah trajalo, da se je Evropska unija poenotila. Gospod Peterle je prej razlagal, koliko evropskih svetov je bilo potrebno, da so bili sposobni odreagirati na grško krizo in tako naprej. Mislim, da bi morala Evropska
Evropska unija se skoncentrirati na nekaj področji, na tistih področjih dejansko biti povezana, dejansko biti enotna oziroma voditi enotne politike v zvezi s tem. Gotovo je to geopolitika, gotovo je to varnost, obramba, meje, 4 svoboščine, prost pretok blaga, storitev ljudi in tako naprej. Ni pa treba, da smo poenoteni čisto vsem. Zgodovinska prednost Evrope je vendarle bila, da je bila to cela množica enih držav, ki so med seboj tekmovale, ostro tekmovale včasih, pa se zato tudi druga od druge česa naučile, pa ugotovile, kdo kaj dela boljše, kdo kaj dela dobro, in to bi morala Evropska unija ohraniti, ne pa iti v smeri neke unitarne države, ki bi bila narejena po zgledu nacionalne države oziroma ki bi poskušala na bruselski nivo kopirati inštitucije, principe, načine političnega delovanja iz nacionalnih držav. Večkrat smo že omenili ukrajinsko krizo oziroma vojno v Ukrajini, ki, kot sta oba omenila, je najhujša kriza, kar smo jo v zadnjih letih doživeli. Nekako je to tudi povezano recimo s pojmom širitvijo Evropske zveze, saj tudi recimo Ukrajina je od leta 2014, ko se je zgodil ta Euromajdan, skušala se približati Zahodu, kar je povzročilo potem tiste napetosti in vse, kar se je potem zgodilo. Recimo, da zdaj ne bom rekel, da je prav podobno, ampak tudi Balkan je tako področje, kjer se Evropska unija skuša širiti, oziroma države na Balkanu jih zelo zanima priključitev, približevanje Evropske unije. Je lahko tudi to področje neka posledica oziroma vzrok ene nove krize, ki bi lahko nastala med Evropsko unijo pa recimo Rusijo v tem primeru, ker recimo vemo, recimo Srbija je zaveznica Rusije, tudi smo videli izjave predsednika Vučića pred par dnevi, ko je bil dol na obisku predsednik Pahor. Ja, to je zelo težko vprašanje, nekaj k Majdanu. Majdan se je zgodil takrat, ko predsednik Ukrajine Janukovič ni hotel podpisati pridružitvenega sporazuma. In me je od takrat naprej skrbelo to, da je Rusiji širitev Evropske zveze oziroma povezava med Evropsko zvezo in Ukrajino, da on jemlje to kot sovražno dejstvo. In zato me ne čudi, da je prišlo v Moskvi do take govorice, kot v Beogradu v zvezi s Slovenijo pred 31 leti. Jaz sem takrat obiskal ranjene vojake Jugoslovanske ljudske armade v kliničnem centru v Ljubljani in sem jih vprašal, kaj so vam pa rekli oficirji, predno ste šli v tanke. So rekli, Jugoslavijo je napadel sovražnik severa in zahoda, gremo braniti domovino. Niso ravno rekli fašisti, to se zdaj v Ukrajini je ta beseda ta glavna. In mene moti in skrbi dejstvo, da je ruska politika pod Putinom definirala Evropo kot del sovražnega okolja. In se je kljub vsem kulturnim povezavam in napredkom, ki jih je tudi evropska kultura, ruska kultura in rusko gospodarstvo doživelo ob tesnejših povezavah z Zahodom, torej vse to zgleda, kot da se temu Rusija odpoveduje in se naslanja na Azijo. To je, bi rekel, zame politično paradigmatska zadeva in tudi zelo zaskrbljujoča.
in mislim, da bo zelo težko restaurirati te odnose v neko normalnost in v neko sobivanje, ker to, kar se dogaja zdaj že toliko časa v Ukrajini, bo pustilo, bi rekel, zelo hude posledice. No, ampak v povezavi, glejte, kup časa je tudi Slovenija pritiskala na to, da je treba pospešiti povezovanje z Ukrajino in zdaj vidite, da gredo zadeve sorazmerno hitro naprej. Mimogrede, včeraj sem bil pozoren, da je von der Leyenova menila, da bo zdaj za Ukrajince veljal tudi roaming, se pravi, tudi oni bodo lahko zdaj ceneje telefonirali, kot se je to zgodilo nam oziroma znotraj Evropske zveze. Skratka, to približevanje, povezovanje gre z eno hitrostjo in vemo, da so tam okrog države, ki bi se želeli temu tam za Kavkazijem priključiti. Posebno pa vprašanje je seveda Zahodni Balkan. Jaz sem bil pozoren na Vučićeve besede, ki jih ni izrekel prvič, tudi na Bledu jih je že, mislim, da lani in predlanskim izrekel. Je rekel, če ste zdaj vprašali Srbe, ali so za Evropsko zvezo, bodo rekli ne. Lahko, da bi bil tudi kje na Zahodu kakšen referendum, kjer bi rekli tudi kakšni širitvi. In tukaj zdaj Evropska zveza pred veliko zadrego. Kaj narediti z Balkanom? Tukaj imamo zdaj igralce, ki jih pred 10 leti ali pred 5 leti ni bilo tako čutiti, kot jih je zdaj. Je Turčija, je Rusija. Vidite, kdo je gradil most na Pelješac? Kitajci, ne kdo iz Srednje Evrope. So tle prisotne arabske države, torej tam imamo veliko bolj eksplozivno situacijo, kot smo jo imeli prej. In jaz mislim, da je velik strateški izziv za Evropsko zvezo, da odigra to igro tako, da se nam kakšen ukrajinski scenarij ne ponovi oziroma zgodi na Balkanu. Virov konfliktnega razvoja je precej in tukaj ne more biti močne evropske perspektive za države Zahodnega Balkana brez močnega Bruslja. Zato sem bil tudi včeraj vesel besed predsednice komisije na to temo. Naj mi na hitro povem, da so tudi glede Zahodnega Balkana, veste, da so nekateri v čakalnici že dolgo časa, ne samo Makedonija, in je to frustrirajoče. Torej, da bi z nekimi premostitvami, če tako rečem, z uveljavitvijo 4 svoboščin in tako naprej, skratka, da ne bi čakali samo na ta finale, ki se zgodi po dolgih pogajanjih, ampak da bi napredovalo povezovanje, integracija na infrastrukturnem področju in še kjer je, rekel, kolikor se da hitro. In še k omembi Srbije in Rusije. Glejte, Rusija vemo, da ima veliko zgodovinsko vlogo, ali tudi sedajno vlogo, pravoslavje še posebej, ampak ruskih investicij, če poznam prave podatke, je v Srbiji za 1-2%, evropskih je pa 80%. Tak je bil podatek za lansko leto. In poznamo situacijo, v katerih so se Srbi zelo pragmatično zasukali in to, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, oziroma kar upamo, da se bo še zgodilo, bo seveda močno vplivalo na to, kaj se bo dogajalo na Balkanu. Čim bolj nejasna, nesigurna situacija v Ukrajini, tem bolj gotov konfliktni razvoj na Balkanu, kjer veste, da so interesi zelo veliki. Ampak če grejo delati eni veliko državo, jo bodo delali tudi drugi, pa mogoče še tretji. Torej koncept Velike Srbije, Velike Albanije ali še česa velikega je še vedno v zraku. Vsekakor bi moral biti strateški interes Evropske unije
širitev, ne komplicirati z temi državami. Žal se je ustvaril v nekaterih zahodnoevropskih državah vtis, da je bila že ta širitev napaka, da se je širila zahodna Evropa na vzhod. Strah je tudi, da glede na to, da organi po sedanji pogodbi odločajo marsičem v soglasju, da če bo te prišlo še 5 državic zraven, da bo še težje najti to soglasje, da bo še bolj moč teh ustanovnih članic pa velikih članic skopnela. Zato je zdaj ideja, da bi šli v novo konvencijo, pa da bi spremenili pogodbo, pa da bi bila ta pogodba potem nekako taka, da bi lažje prebavljali vse te mehne države. Po mojem mnenju škoda, da se to ne dogaja. Mislim, da bi bilo za Evropo boljše, da je večja, kot pa da je globlja. Skratka, da se čim več držav pridruži, tudi če ta povezava ni tako zelo, da ni toliko enotnosti, da ni toliko tesnosti, kot bi si od to želel. Ukrajina je seveda zdaj dobila predvsem moralno podporo k včlanjevanju. Marsikdo se bojim, da se te pridružitve Ukrajine tudi boji, ker to pomeni, da se še bolj težišče Evropske unije, oziroma da se težišče Evropske unije premakne na vzhod, ker to je le država, ki bo imela veliko prebivalcev, ki bo reda velikosti Poljske. Skratka, ne bo to nemško-francoski klub z Italijo kot tistim navijačem zraven in sopotniki, kot je Španija in podobne, ampak bo še bolj zgubila ta zahodnoevropski značaj. Bojim se, da na zahodu marsikomu to ni všeč. Se mi zdi pa naša naloga Slovenije oziroma celega tega vzhodnega dela, da pa to podpira, da podpira čim hitrejše včlanjevanje, tudi če kakšnih pogojev čisto vseh ne sprejme. Še kar se tiče bodočih odnosov z Rusijo, ne vem, mogoče smo napačni, oziroma je optimizem neosnovan, ampak Zahodna Nemčija je bila 10 let potem, ko so zamenjali režim nacističnega za demokratičnim, nadvse dobrodošel partner v zahodnih povezavah in se je zelo hitro zintegrirala za svojo soseščino, tako da, če bi lahko na kaj takega upali v zvezi z Rusijo, bi bilo krasno, zdaj ta hip je to povsem nerealno o tem razmišljati in je bolj verjetno to, kar je rekel gospod Peterle, da bo ta stvar pustila zelo, zelo dolge posledice in da zelo dolgo tukaj ne bo zaupanja, kar pomeni, da se Rusijo, oziroma da Rusiji ne preostane drugega, kot da je pravzaprav kitajski vazal. Kar pa v smislu tega, da so bili vazalna država različnih mongolskih hord, dolgo časa niti ni zgodovinsko neka spet tako velika posebnost. Hvala in sedaj na tema, ki je zelo aktualna in sicer energija. Prihajamo oziroma smo že v energetski krizi, ki jo bomo še posebej, kot zgleda, občutili jeseni in pozimi in to postavlja problem energetske politike Evrope. Tako pa bi vas vprašal, prišli smo do ene odvisnosti od Rusije, kar se tiče plina, po drugi strani pa vidimo, da posledice te energetske krize, posebno cene plina in cene elektrike, ki je s plinom povezana, nastaja zaradi te plinske borze, ki so jo ustanovili v Amsterdamu, v kateri se v teh časih, oziroma že nekaj časa, se dogajajo špekulacije na tej ceni. Zakaj je prišlo do take situacije in vidite prav, da bi se zdaj postavilo to kapico na ceno plina, ki sicer, kot vidimo, ni enotnosti v Evropski uniji, je ta lahko ena rešitev ali je potrebno še kaj drugega? Najprej to povedati,
seveda se bom potem le vprašanje mogel upravičiti, ker moram imeti res doma vedeti za predstavljati taka je situacija. No. Zdaj, mene to problematizirane cene plina na amsterdamski borzi mečkano spominja na čase, ko je umirala Jugoslavija, ne, in bi se našel kakšen beograjski politik, ki bi rekel, ne, se tista cena dinarja, ki ga dosega na tržnici, kjer ljudje menjajo dinarje v marke, ni realna, ne, se v resnici je to veliko, ampak to so oni špekulanti tam. Ne. Na tisti borzi se srečujejo prodajalci in kupci in ko je nekdo pripravljen za plin toliko in toliko plačati, to pomeni, da je cena plina taka. Ne. In z nobenimi ukrepi, ki so neke regulatorne narave, ne moreš doseči efekta, da bo plina več. Tisto, kar mi potrebujemo, je, ali da bo plina več, ali da ga bomo pa manj porabili. Manj bi plina porabili, če bi recimo manj evropske elektrike delali z plina. Mislim, da ima Italija veliko plinskih elektrarn, s katerimi ima težave oziroma bo imela težave delati elektriko. Recimo tisto, kar von der Leyenova ni povedala v govoru, pa bi lahko, ampak ni, ker se velikih držav ne kritizira. Ne? Če bi Nemčija vklopila tiste svoje nuklearke, potem bi lahko tista elektrika nadomestila plinski izpad, ki se bo oziroma porabo plina v elektrarnah evropskih. In bi lahko tisti plin, če bi slučajno bil, porabil za kemično industrijo ali pa za toploto, kjer se elektrike ne da nadomestiti. Tako da vse te mogoče regulatorne telovadbe imajo po mojem mnenju bolj psihološki učinek. Težava je, da pač rabimo energijo. Ne? Treba je od nekod iz nečesa ustvariti. Tukaj je rešitev. Ne? Ker cena je samo odraz tega, da je neko povpraševanje, ki je kakršno je, in je neka ponudba, ki je kakršna je. Če predno odidete, če lahko izkoristim samo za krajše vprašanje, ki je bilo tudi tukaj na programu. Se strinjate s tem, da imamo prevlado strani ZDA, kar se tiče interneta, medmrežja in zakaj Evropa nima primernega tehnološkega odgovora na to? Mogoče zdaj nisem prav Mečkano poznam tudi tisto, kar ste me sprašvali na začetku, tista internetna zadeva, ki smo jo naredili v 90-ih. Dejstvo je, da imajo Združene države Amerike bistveno bolj dinamično gospodarstvo, kapitalske trge, univerze, ki so odprte proti gospodarstvu. Skratka, cel gospodarski ekosistem, ne samo neka raziskovalna politika vis-a-vis interneta oziroma digitalna, ne samo neki programi vladni posebni za start-upe, ampak celoten gospodarski sistem je toliko bolj dinamičen, da se tam stvari lahko odvijajo hitro in da tam stvari nastanejo, propadajo, nekatere zelo narastejo in tega sistema Evropa ni sposobna skopirati že od Bangemannovega poročila naprej. Skoraj je bil še gospod Peterle, predsednik vlade, ki je tisto poročilo napisano. Skratka, premalo je evropsko gospodarstvo dinamično. Kakšna velika škoda, mislim, da se s tem ni naredila. Evropa ima pač neke druge industrije, na podlagi katerih je globalno konkurenčna, farmacevtska, kemična, avtomobilska in tako naprej. In po svoje, jaz sem še vesel, da so v teh prvih, recimo 30 letih interneta imele ZDA tako močno vlogo, ker je zato internet ostal in se razvijal kot razmeroma svobodna zadeva. Vlada ameriška, država ameriška se je to vtikala v toliko, da jo je pustila pri miru oziroma skrbela za to, da druge države niso kaj dosti posegale. Zdaj predvsem Kitajska, Rusija, Iran poskušajo spraviti internet in to, kar se na internetu dogaja, v neko podobno regulacijo, kot jo imajo recimo telefonska podjetja, skratka pod ta International Telecommunications Union, kar pomeni, da bi države tukaj začele vedriti in oblačiti. Sej se to lahko poskusi,
nekateri deli sveta bodo ostali svobodni, nekateri bodo nesvobodni. Jaz sem prepričan, tam, kjer bo te svobode več, bo tudi več inovacij in bomo na koncu te stvari koristili od tam. In še nekaj, ko se omenja ta prevlada Združenih držav, ni bila samo na področju interneta, bila je tudi vojaška prevlada v zadnjih 30 letih ali pa še prej. In zaradi tega, pri nas slišimo politike, ki govorijo, največja vrednota je mir, vse je res, vsi si želimo mir. Ampak zato, da je mir, mora nekje nekdo biti s palcem, oziroma nekje nekdo za ta mir skrbeti. 30 let so ZDA za to skrbele, morda še v času hladne vojne. In ta, kako bi rekel, ameriška sila, ki je trgovske poti držala odprte, je poskrbela za globalizacijo, je poskrbela za ta pravzaprav zelo dober svetovni razvoj, ki se je dogajal po drugi svetovni vojni. In si lahko samo želimo, oziroma če želimo, da bo mir, ta mir ne bo dosežen tako, da se bomo zavzemali za mir, pa da bomo na konferencah si govorili med seboj, kako smo vsi za mir, ampak se bo dosegel tako, da nekdo, ki bo naredil nemir, kot je recimo Rusija v Ukrajini, da jih bo dobil po prstih oziroma še kje drugje. Skratka, samo z neko silo, če je zadaj realna sila, lahko vi upate na to, da bo svet, ki se bo držal pravil. Sam od sebe se ne bo, oziroma se bo našel nekje nek grobljan, nek buli, ki bo situacijo izkoristil. Zdaj se pa res opravičujem, ker me stvari skrbijo. Zahvaljujemo in upamo, da na poti domov ne bo hujših posledic. Nadaljujemo pa z gospodom Peterletom in sicer vi ste že omenil vrednote EU, pa bi vas vseeno še enkrat vprašal, da vrednote EU je bilo v Evropski uniji veliko debate, veliko razprav, recimo tudi Katoliška cerkev se v to večkrat vključila, ker je rekla, da obžaluje dejstvo, da te judovsko-krščanske vrednote niso bile izpričane jasno v evropskih dokumentih. Na kakšnem nivoju je zdaj ta razprava v Evropski zvezi? Kako vidite vi, ki ste bil tam in ste imeli možnost to videti iz prve roke? Jaz sem to že pred 20 leti v Evropski konvenciji, ki je pripravila osnutek ustavne pogodbe, iz katere je na koncu prišla ven Lizbonska pogodba. Torej, videl sem tam, kako so zadeve glede vrednot občutljive. In ne vem, če ste bili vi pozorni na to, Macron je v času predsedovanja Francije prišel ven z idejo, da bi moral biti splav temeljna pravica. In ne vem, kako ste spremljali te zadeve, ampak ta stvar, če bo prišla kot predlog za spremembo pogodbe, oziroma listine na temeljnih pravicah, utegne precej polarizirati Evropo. Jaz sem bil, recimo, ker govorimo o Ukrajini, sem bil nekaj časa tam kot za neko pomoč in sem se veliko pogovarjal z mladimi ljudmi pred parimi leti. In so rekli, če Evropa forsira te zadeve, potem nas to ne zanima. Ukrajina je vrednostno mogoče najbolj podobna Poljski, bolj Poljski kot Madžarski. In z vstopom Ukrajine
se bo ta temeljna debata o vrednotah, odnos do življenja, odnos do osebe, preko se utegne zaostriti. Je zanimiv, da von der Leinova o tem včeraj ni govorila, ker če bi naredila poudarek v to smer, bi po mojem sledila pač dodatna polarizacija, tako da zdaj je pa podprla idejo, da gremo v novo konvencijo, ker brez konvencije ni spremembe pogodbe in jaz mislim, da bo to zelo zahtevna zadeva, veliko bolj zahtevna, kot je bila pred 20 leti. Po mojem bo težje doseči soglasje recimo o tem, o čem odločati s kvalificirano večino. Že sedanja pogodba omogoča, da če se želi vsa Evropska zveza o neki zadevi, recimo zunanji politiki, odločati s kvalificirano večino, se pravi s preglasovanjem, ne s soglasjem, da se lahko soglasno odloči. Torej, vsi morajo biti za to, da se o nekej zadevi poslej odloča s kvalificirano večino, s preglasovanjem. Ampak s preglasovanjem pridemo mi v probleme, ki jih poznamo iz bivše Jugoslavije. In marsikatera država, ne samo najmanjše, se bojijo tega, da bi preprosto postale preglasovane, da jih ne bi bilo dovolj. Tako da, ko bo šlo v to smer, bo zelo, bi rekel, ostra debata tekla o tem, o čem naj bi se zdaj odločalo s preglasovanjem. Večje države si želijo, recimo, preglasovanje pri zunanji politiki. Zunanja politika je povezana varnostna oziroma obrambna politika. In jaz sem se pogovarjal v Bruslju z ljudmi, ki pripravljajo tako imenovano evropsko vojsko. In tehnično, finančno, organizacijsko, to niti ni tako težko narediti v nekih letih. Ampak jaz sem te ljudi vprašal, jaz vam verjamem, da se da to narediti, ampak povejte mi, kje bomo mi to armado zaposlili, oziroma kje jo bomo uporabili, za katere namene. Ste videli, kako je ravnala Evropska zveza glede Sirije, Mi nismo imeli enotnih pozicij, pa še kje drugje ne. Pri Ukrajini, hvala Bogu, ja. Tako da te stvari so zelo zahtevne, zelo resne. Zato, da ti uporabiš svojo vojsko, za nek namen mora biti velika enotnost cele Evropske zveze. In jaz sem večkrat slišal vprašanje, kaj je tako velikega, da bi za to padali vojaki držav članic Evropske zveze. V Ameriki veste, da je to velika stvar, oziroma je ta patriotska vzgoja malce drugačna in tam še nekaj velja umreti za Ameriko. Umreti za Evropo pa se mi zdi, da je malo drugačno, še zmeraj. Umreti za Poljsko ja, za Francijo ja, ampak zakaj bi pa umrl za Evropo? Ampak videl sem, ne bi rad predolg, ker mislim, da smo ga malo podaljšujemo, ampak na naši televiziji sem gledal človeka iz Finske, ki takrat še ni bila v NATO, ki je šel na vojsko oziroma na fronto v Ukrajino. In so ga vprašali, ali si pripravljen tudi umreti. Je rekel, ja, tam se dogajajo take stvari, da sem pripravljen za Ukrajino tudi umreti. In to, kar je ta človek rekel, ta mladi človek iz Finske, mi je dalo misliti, da so vendar ljudje, ki jim ni vseeno in ki so pripravljeni tudi za Evropo umreti. Tako da, ko gre za velike stvari, pač gre tudi za žrtvovanje, kot smo že rekli. In pred nami mi moramo vedeti, kaj branimo. In tako spet pridemo do vrednot. Kaj je tako sveto, da bi za to tudi padali. Še par vprašanj, potem bomo prišli k koncu. Ker ste že večkrat v tem večeru omenil
predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, bi vas vprašal, kako ocenjujete njeno delo, ki recimo ona se je morala soočiti s kaj nekaj krizami, ne? Čeprav je bila pred kratkim, ni dolgo predsednica Evropske komisije, ampak v tem mandatu je imela kar nekaj zahtevnih nalog. Ni težko biti predsednik ali predsednica Evropske komisije, ker si tako odvisen od političnih razmerij oziroma volje v Evropskem parlamentu. Včasih je bilo dovolj, da je bila Evropska ljudska stranka z liberalci ali socialisti zmenjena, pa je vse skupaj šlo. Zdaj se je treba meniti z Macronom, se je treba meniti z zelenimi, se je treba meniti z konzervativci. Rekel, situacija je težja in zato, torej smo reči, to sem že javno rekel, jaz bi pričakoval, da bi gospa von der Leyenova večkrat rekla, da pripada demokrščanski liniji, ampak to zelo redko reče. Ne? Ona lovi neko ravnovesje, ravnotežje, neko linijo, s katero lahko dobiva za svoje predloge politično večino. Brez podpore v parlamentu ne gre, brez podpore v svetu ne gre. Ne? Zato je treba zelo pozorno početi vse kar počneš. Ne? Tako da njej ali kogarkoli drugemu ni enostavno. In to, kar je včeraj povedala, je, bila močnejša izdaja njenega političnega profila doslej. Nekaj, kar je povezano tudi z nocojšnjo tematiko, je recimo to, kar je bila konferenca o prihodnosti Evrope. To je bil tudi en velik taki trenutek Evrope, kateremu so bili pozvani tudi sami evropski državljani, da sodelujejo. To se je zaključilo nekje spomladi, mislim. Kako ocenjujete vi zaključke te konference o prihodnosti Evrope? Ja, tako široke demokratične vaje še ni bilo. Resnično imel vsak priliko, da njegova ideja pristane na nekem zaslonu, ki ga vidi cela Evropa. Če je imel kdo idejo, jo je lahko plasiral, so se morali z njo potem ukvarjati tisti, ki so to prebirali. In ljudska stran ali državljanska stran je zdaj svoje naredila. Je dala na ta avtobus evropske prihodnosti obilo idej. Zdaj so pa vendar politiki tisti v komisiji, v svetu in v parlamentu, dela se tripartitno, morajo pa to precediti v nekaj, kar nam bo pomagal naprej. In kot smo rekli že prej in kot je najavila von der Leyenova včeraj, Evropska zveza bo šla v novo konvencijo. Bi se pa rad spomnil, da takrat pred 20 leti smo delali 2 leti v konvenciji, potem sta na 2 referendumih je zadeva padla, potem je svet to spremenil Lizbonsko pogodbo in je trajalo 10 let, da je ta pogodba začela veljati. Mi moramo pa delati zdaj. Torej, ne moramo samo čakati na novo pogodbo. In zato pravim, bo treba, če bomo šli hitreje z Zahodnim Balkanom naprej, najti neke premostitvene rešitve. Vidite, recimo v Bruslju se tudi o tem pogovarjajo zdaj, če bodo prišli zraven Srbi, Črnogorci, Bosanci, vsi pravijo, da govorijo svoj jezik, bo poleg hrvaščine bomo imeli 4 jezike, ki jih mi slišimo skoraj enako, bi rekel, ampak oni pa pravijo, da govorijo vsak svoj jezik. To pomeni 4 nove kabine, to pomeni nove stroške in tako naprej. Rekel, gre tudi za par tehničnih stvari, ki niso še rešene. Tako da ključna je politična volja. Veliko bolj, kakor pa nova pogodba, ki zgleda, da je neizbežna, bi pa še enkrat rekel, da mislim, da bo težje do nje priti, kakor pa
pred 20 leti. In še zadnje vprašanje, ki zadeva Slovenijo. Slovenija je konec leta zaključila drugo vodenje Sveta Evrope. To vodenje, tako kar smo imeli možnost brati in poslušati, je bilo še kar uspešno. Kako gledajo, kako se Slovenija premika v tem času v sklopu Evropske zveze? Recimo, je bilo ta ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je pred kratkim pohvalil, da je bil predsednik Janša takrat skupaj z ostalima dvema predsednikoma vlade med prvimi, ki je prišel v Ukrajino, ki je bila napadena na strani Rusije. Po moji presoji je Slovenija z drugim predsedovanjem še bolj dokazala svojo politično ambicijo ali sposobnost, bi rekel, ne samo zaradi Ukrajine. Marsikaj se je zgodilo, na kar niso računali, pa je Slovenija dosjeje spravila naprej. In tisto, kar so povedali trije šefi, Michel, Ursula von der Leyen in Evropski parlament, tisto niso bili komplimenti tako, da odpraviš zadevo. Slovenija je tudi s poudarkom na Srednji Evropi odigrala neko karto, ki je doprej ni in bila deležna seveda domače kritike, da nismo več jedrna država. Mi smo jedrna država, ampak smo iz Srednje Evrope. In če si iz Srednje Evrope, si lahko še zmeraj jedrna država. In je pomembno, da je v času slovenskega predsedovanja srednjeevropska komponenta Evrope in njene politike prišla bolj do izraza. Ne vem, če veste vsi, ampak idejo za obisk 3 premierjev v Kijevu med vojno je bila ideja Janeza Janše. Šli so tja, dobili celo spomenik, če se ne motim, ker to je bilo pogumno dejanje. Jaz nisem zdaj zato, da koga hvalim, ampak kot politik bi rekel, da je bila to velika zadeva, ki je utrdila status Slovenije na političnem zemljevidu in ni podlage, da se govori o majhni Sloveniji. Jaz trpim, kadar kdo začne govoriti o Bruslu, jaz prihajam iz majhne Slovenije. Nisem še slišal enega iz Luksemburga, ki bi rekel, jaz sem iz majhne države. Če srečaš Luksemburžana, bo rekel, jaz delam velik projekt, pa te zanima. Hvala lepa. Jaz bi se tudi gospodu Peterletu zahvalil za nocojšnji večer. Ne vem, če je kdo iz občinstva, ki bi želel še kaj vprašati. Pavlin. Pri nas ni nobenega doma, pa ne vem, če kaj not teče. Torej, ukrajinska kriza, oziroma napad Rusije na Ukrajino, je povzročila tudi to problem prehrane in sicer predvsem v tistih državah, afriških državah, ki vemo, da so odvisne od pridelkov, ki jih Ukrajina izvaža, žitarice, koruza in sončnice. Torej, pri tem je igral po mojem eno odločilno vlogo turški predsednik. Turški predsednik je dosegel, da se zdaj lahko ladje plovejo proti Afriki ali pa še drugam. Torej, kako je mogoče, da tak človek, tak predsednik države Erdogan, ki vemo, kaj je, ki ni demokratična, da lahko on doseže to. Medtem ko drugi izgleda, da niso bili sposobni doseči. In to je bila edini dosežek, ki je bil pozitiven v
v tej situaciji. In drugi samo zelo kratko vprašanje, torej zakaj recimo begunce iz Ukrajine, vse države, predvsem tiste, ki mejijo na Ukrajino, so zelo rade sprejele in tako naprej, tudi Madžarska in vse ostale. Medtem ko druge pa nihče jih ne mara, oziroma jih veliko utone v morju. Ja, glede beguncev, jaz mislim, da doživlja Evropa Ukrajince malce drugače, tudi zaradi kulturne bližine, pa ker to, ti begunci so dejansko posledica ene vojne. Medtem, če gledate begunske strukture po evropskih državah, boste videli, da so ljudje z vseh koncev, ne samo iz teh težkih vojnih razmer, niso samo iz Afganistana, so iz Maroka, so iz Sirije, so iz Nigerije, so iz Kenije in tako naprej. Mi smo to malo v Bruslu preštudirali, imate neverjetne zgodbe, kako ljudje krožijo okrog, da bi enkrat pristali v Evropi. Jaz mislim, da Ukrajince doživljamo malce drugače. In to ne pomeni nujno neobčutljivosti za druge. Glede hrane si tudi rekel. Jaz malo bolj spremljam delo Svetovnega prehrambenega sklada, ki dela v Rimu in ga vodi Nobelov nagrajenec David Beasley. Torej, on vem, da se je zelo trudil na vseh koncih, da bi ta tok stekel. Zdaj, kar se tiče pa Erdogana, gledajte, Turčija je le država z enim posebnim statusom v tej regiji, je tudi soseda, ima neko veliko diplomatsko in politično izkušnjo, navsezadnje ima pa tudi eno moč, gledajte, oni kontrolirajo Bospor oziroma Dardanele. Torej, nimajo v rokah samo dobrih namenov. Če sem prav informiran, so tudi oni dali kaj Ukrajincem in tako naprej. Skratka, Turčija oziroma Erdogan je tukaj dejansko odigral neko vlogo in jo je lažje odigral, kot bi jo kdo drug. Tako da jaz pozdravljam te uspehe, ki kažejo vsaj na nekaj normalnosti in humanega občutka. Je bil Hadrian še prej. Ja. Samo na hitro. Se mi zdi, da Bruselj je postal preveč birokratski. Zato, ker če imamo še vedno v evropski skupnosti države, ki so bile med prvimi in tako naprej, še neke davčne oaze, mislim, da to ne gre skupaj. Druga stvar je tudi spoštovanje carinskih predpisov evropskih, ki ne pridijo spoštovane predvsem v sklopu teh novih držav zadnjih, ki so prišle zraven. In kar je bilo omenjeno na račun Srbije, tam je en kotel, kot tale kuhinjski lonec pod pritiskom, ki je zelo nevaren, ki lahko ne funkcionira, varovalka skoči. Ker predvsem kapitali tam so se stekli z vseh raznih vetrov. In imamo vtis, da tukaj zapadni del Evrope
teh posameznih stvari zelo malo poznam. Žal imaš prav, glede prvega dela, rekel se strinjam, s tvojim opažanjem, da pa malce, torej, z vsem spoštovanjem do kraljice Elizabete, od katere se Velika Britanija oziroma svet poslavlja, ne, marsikdo ni razumel, da Evropska zveza daje subvencije britanski kraljici. Mogoče tudi vami kdo ne ve, ampak britanska kraljeva linija je dobivala podpore za kmetovanje tudi iz Evropske zveze. Tako da, glede birokracije, jaz se strinjam, ampak pravijo, da je v Bruslju manj birokracije, kot jo ima mesto London, če vse skupaj seštejemo. Ne vem, če to drži ali ne. Važno je, da ta birokracija delala ta prave stvari za skupno dobro. Ko pa dobiva svoje pospeške in svojo moč, kar se preko rado zgodi, je pa to seveda nevarno. To smo seveda videli tudi v manjših okvirih, kot je bila Jugoslavija ali pa kar sama Slovenija. Jože Korič, sem jaz. Eno mnenje, pa eno vprašanje. No, glede mnenja, mislim, da je Evropa res v hudi krizi, ampak mene bolj skrbi kot energetska kriza, njena biološka kriza, njena kriza dela. Občutek imam, da Evropa ne dela več, za Evropo delajo drugi. Evropa razmišlja o tem, kako bo pohajala, Evropa razmišlja o turizmu, Evropa je igrajoči se deček. Tak občutek imam. Slišal sem podatek pred kratkim, ki mi je zgrozil, 90% antibiotikov izdela Kitajska. Če smo zdaj odvisni od Rusov zaradi nafte, kaj se bo zgodilo, če bodo zaprli pipico Kitajci? To je mnenje. Pa še eno mnenje, ki je pa bolj veselo, danes je 15. september, 75 let, odkar je bila vzpostavljena meja, odkar je Primorska pripadla Sloveniji. To je vesel dogodek. Vesel dogodek še posebej zato, ker je 75 let tukaj mir. To je čudovita zadeva. In to bi morali praznovati. Občutek imam pa, da vsaj na naši strani, slovenski strani, se tega pravzaprav ne zavedamo dovolj. Občutek imam, da bi nekateri radi še vedno puške čistili in šli na Trst. Kar me je pravzaprav groza, posebno, ker se to pripoveduje s takimi naivnimi besedami, stavki, ki so bili izgovorjeni recimo včeraj na proslavi, stavki, ki bi jih postavil recimo v leta 50, 60, 70, ne pa v 21. stoletje. Ker vem, da sem videl, da si bil tudi ti tam, kako si ti doživljal to proslavljanje, je to res tisto veselje, ki naj bi ga imeli, pa je to pravzaprav en primeren odnos do tega dejstva, do tega londonskega sporazuma, oziroma do tega miru, ki ga imamo. A bomo, mislim, na vse zadnje, kako so ljudje, ki so recimo Italijani, 10 kilometrov stran v Trstu, to poslušali. Je to garancija za evropski mir, ali je to samo neko čudno pritoževanje? Mogoče toliko.
mislim, da se bilo dobro še enkrat dobiti. Jaz sem včeraj razmišljal o tem, leta 1943 je te dni moj oče začel po kapitulaciji Italije hoditi peš iz Reničija proti Sloveniji. Najprej je bil na Rabu, pa je bil v Reničiju in pa je prišel peš domov. Jaz sem bil tudi blizu Raba te dni in tako naprej, sem razmišljal, kaj vse se dogaja. In delim s tabo tole, rekel, skrb, da se tako z veseljem tudi na proslavah ukvarjamo, rekel, z negativo, poudarjamo iste zadeve in ne jemljemo na znanje in ne proslavljamo tistega, kar se je vmes zgodilo. Jaz sem danes imel nekatere pogovore v Gorici in sem bil vesel besed, da se je pa vendar marsikaj spremenilo. Pa ne samo to, da sta se Pahor pa Matarela sprehodila ali pa počastila spomin in tako naprej, da smo dobili nazaj Narodni dom in tako naprej. To, kar si ti poudaril, da je tukaj toliko časa mir, da so tle neke druge okoliščine in tako naprej, torej našim slavnostnim govornikom je lažje broditi po težki snovi. In včasih imamo tist, da bi se eni raje gibali v smeri proti 41. kot proti, mislim, 1941 kot 2041. In jaz bi raje videl, da bi, kako bi rekel, bolj veselo proslavljali, vemo, kako je bilo, vemo, kaj se je zgodilo. Dajte ne zdaj v detajle šel, ampak tisti citat Pirjevca, kako krajnci ne razumejo Primorca in tako naprej. Ne vem, meni se zdaj deplasirati. In tako naprej. Glejte, nam proslave praviloma ne gredo. Upam, da se bo to kaj spremenilo. So bili pa tudi elementi, pri katerih sem zaploskal, pri nekaterih pa nisem. Hvala lepa. Še eno vprašanje, na hitro. Potem zaključimo. Sem že pozni. Moj oče ima 19 vnukov. Jaz pred 40 leti sem si želel, sem delal na to, da je prišel do 20, pa nisem uspel. Zdaj delam pri tem, da bi šel jaz čez 13 vnukov. Tudi to je težko. Kaj bi bilo treba tudi napraviti, da bi se spremenilo ali da dosežemo preobrat, ali smo proti koncu? Gospod sprašuje o problemu demografije, zamankanja rojstev. Glejte, zdaj se bom malo pohecal, ker sem skrival doma in sem bil zadnjič v občini Železniki. Tam ni bilo še nikoli več smrti kot rojstev v letu in tam sem srečeval res ljudi, ki imajo z veseljem malo številčnejše družine in je še nekaj takih občin po Sloveniji. In jaz pravim, če vedo, kako se to dela v železniških hribih in dolinah, bi lahko to prevzeli še kje drugje. Ampak ne more veselja do življenja, ne more ukazati vlada, ne more sprejeti tega parlament, ampak smo prej govorili o Turčiji. Glejte, tam je mladih ogromno in tam se ne pogovarjajo, ali bi imeli ali ne bi imeli. Imajo otroke, radi jih imajo in tako naprej. Tako da v tej biološki borbi, no in to je del tega, kar sem na začetku rekel, da smo mi v civilizacijski krizi. Glejte, če en narod ali ena družba ali, ne vem, en rod nima veselja podajati življenja naprej, pa pol nima prihodnosti, pol naj pridejo drugi. Mislim, kaj če to zgleda zdaj malo cinično, tudi o tem smo danes že nekje v Gorici govorili. Jaz seveda tudi delim to upanje, da se bomo zbudili, da bo tudi
biološkega veselja več, ne? Ampak jaz mislim, da je, če končam slovensko krizo, problem, ki vpliva tudi na veselje do življenja, je, da je problem naše medsebojnosti. Ne? Če mi drug z drugim ne moramo imeti veselja, če se ne moramo prenašati v naši različnosti, ne? Potem se ne bomo čudili, če do naši mladi še naprej odhajali ven, se zaposlovali v Kaliforniji, v Parizu in tako naprej. Ne? Jaz mislim, da moramo mi se zamisliti na tem, kako spremeniti stanje duha, da bo tudi veselje do življenja več. Hvala lepa. Hvala lepa za ta večer, vam in seveda tudi dr. Turku, ki nažalost nas je moral zapustiti. In hvala vam, da ste bili z nami do take ure. Hvala tudi v imenu kulturnega centra Vezovnačo Šnenka Oštajnkom Beločišljuču in Lojzetu Petrletu in seveda tudi dr. Turku, ki je moral pač nas zapustiti predčasno. Tudi vam, hvala lepa za prisotnost. Jaz bi še napovedala naslednja srečanja. Pred koncem meseca, če nam uspe, bomo imeli v gosteh Anžeta Logarja, ki letos kandidira za predsednika Republike Slovenije. In drugače pa napovedano srečanje 6. oktobra in sicer bomo imeli v gosteh Tina Mamiča, ki je glavni urednik Demokracije. Domovine, pardon, ja, Domovine. Torej, nocojšnji večer klepet lahko nadaljujemo v sosednjih prostorih, bomo ponudili kozarc vina in drugače pa, hvala lepa, ne, ni potreba tega. Ne. Bo, ne skrbi, ja. Ja. Torej, Lojze Petrle je posil nekaj knjig na razpolago, so zunaj na mizici, lahko vzamete, to je zastonj, ne, to ni potreba nič plačati, ne. Marjan pa me opozarja, naj opozorim, da v ponedeljek bomo podelili priznanje Kazimir Humar za 2 leti in to bo ob 19. uri zvečer, lepo vabljeni. Tako, zaključujemo naslednji večer, hvala lepa vsem in nasvidenje prihodnje. Ja. Mogu tukaj. Aplauzu finale. Ali nisem pojmo? Ne, po moje sem. Zaprašte, ne? Ja, po moje.